Mojceja Podgoršek in Matjaž Šmid o dečku, ki je pisal pesmi. Pred mnogimi leti se je v majhni vasici v Vrbi na Gorenjskem rodil deček z imenom France. Starša sta se zelo razveselila njegovega rojstva. Po 2 hčerah sta končno dobila sina, ki bo lahko pomagal pri kmečkem delu. Pri komaj 4 letih je France že pasel krave in konje, pa tudi na goske in pujse je moral paziti. Kar naprej je tekel za njimi, jim prigovarjal in krilil z rokami, če ga niso ubogale. Postal bo pravi kmečki fant, si je ponosno mislil oče, ko je opazoval Franceta pri delu. Znajde se tako na polju kot v hlevu, ga je rad hvalil sovaščanom, ko sta jim s konjsko vprego pripeljala naročeno sadje, ki so ga pridelali doma. Preveč bister je, da bi delal na kmetiji, je očeta vedno znova prepričevala mama, ki je Franceta skupaj z bratom in sestrama učila brati in pisati. Vedela je, da ima France rad živali in da se s kravami, konji in kokošmi pogovarja na prav poseben način. Zanje je sestavljal pesmi in živali so ga z zanimanjem poslušale. Krava Lizika ni niti z repom trenila, ko je bila na vrsti za molžo. Toda mama ni hotela, da bi njen sin vse življenje preživel na kmetiji. Prepričana je bila, da bo nekega dne postal imeniten gospod. In tako se je zgodilo. Ko je France dopolnil 8 let, je moral na mamino željo v šolo. Očetu je bilo pridnega Franceta žal, saj ga je na kmetiji zelo pogrešal. Saj toliko, kot so ga pogrešale živali, za katere je tako lepo skrbel. Raje bi ostal doma, je France v zadregi rekel svoji mami. Le poglej, kako hitro se učiš in kako lepe pesmi pesniš, ga je spodbujala mama. Preveč nadarjen si za kmečko delo. Pesmi lahko pesnim tudi doma, se je branil France, ki bi raje ostal doma. V šoli boš izvedel veliko novega, ga je skušala navdušiti mama. In nekega dne boš postal velik gospod. France, ki je bil nadvse radovedne narave, se je hitro sprijaznil s tem, da bo moral od doma. Tolažila ga je tudi misel, da bo živel pri stricu in da v mestu ne bo sam. Ko je zapustil dom, je v Vrbi, svoji rojstni vasici, v katero se je poslej le redko kdaj vračal, napisal pesem. Čeprav je v znanju blestel in so njegovo ime zapisali v zlato knjigo najboljših učencev na šoli, pa je France kmalu spoznal, da noče postati gospod, kot je to želela njegova mama. Raje je pisal pesmi in se družil s tistimi, ki so razmišljali tako kot on. Ni maral gosposkih ljudi, ki so vihali noč nad revnimi samo zato, ker so bili revni. Svoj prosti čas je najraje preživljal s svojim najboljšim prijateljem Matijem, veliko pa se je družil tudi z Andrejem. Nekoč je dal prijatelju klobase in ocvirke z njihove kmetije. Izvoli, mu je rekel in postavil preden vse, kar mu je poslala mama. Tega vendar ne morem sprejeti, se je branil Matija. Sam ti razen fig nimam česa ponuditi. Pa zamenjajva, je predlagal France in preden položil svoj zvitek, sam pa segel po suhih figah, ki jih je Matiju poslala mama. France še nikoli dotlej ni jedel suhih fig, čeprav so imeli doma velik sadovnjak. Bile so tako sladke in tako polnega okusa, da je poslej za fige menjal skoraj vse, kar je prejel od doma.
Z denarjem od poučevanja in pisanja pesmi jih je tudi kupoval in jih na ulici delil otrokom. Potem pa se je nekega dne zgodilo nekaj, kar je za vedno spremenilo njegovo življenje. Zaljubil se je. Zaljubil se je tako močno, da ni mogel misliti na nič in nikogar drugega kot na svojo veliko ljubezen, na Julijo. Tako zelo jo je ljubil, da ji je pisal pisma in ji pesnil pesmi, najlepše pesmi. Vendar se Julija zanj ni zmenila. Bila je zelo prevzetna, bogata in lepa. Vsi mestni gospodje so se hoteli poročiti z njo, zato ji ni bilo mar preprostega kmečkega fanta, kakršen je bil France. Toda France je Julijo kljub temu ljubil, a zaradi neuslišane ljubezni je sreča le redko kdaj potrkala na njegova vrata. Zato pa ga nesrečna usoda ni hotela izpustiti iz svojih ostrih krempljev. Nepričakovano je izgubil svojega najboljšega prijatelja Matija. Le s pisanjem pesmi je premagoval bolečino, ki se je čedalje globlje zajedala v njegovo osamljeno srce. A prav v svoji največji žalosti je napisal najlepše pesmi. Juliji je poklonil sonetni venec, prijatelju Matiju pa krst pri Savici. Čedalje bolj je pogrešal tudi svojo rojstno vasico. Zdelo se mu je, da ga na vsem širnem svetu razumejo le otroci, ki so na ulici tekali za njim. Doktor Fig, doktor Fig, so ga klicali in si od njega izprosili nekaj suhih fig, ki jih je imel France vedno v žepih ponošenega suknjiča. V njihovi družbi je France za nekaj trenutkov pozabil na svoje nesrečno življenje. Večkrat so skupaj sedli pod mestno lipo in pripovedoval jim je pesmi. Vesele in nagajive. Takšne, kot je želel, da bi bilo njegovo življenje. In otroci so ga med grizljanjem suhih fig z zanimanjem poslušali. Potem pa je France nekega deževnega popoldneva z nekaj suhimi figami v žepu svojega ponošenega suknjiča Slovencem napisal čudovito pesem. Zdravljica. Pesem, ki je postala, ne da bi France za to kdaj izvedel, ena najlepših in največjih slovenskih pesmi. Pesem, ki so jo najprej slišali otroci, ki so na ulici tekali za njim. Niso je razumeli, a so vedeli, da je nekaj posebnega, ker je bil nekaj posebnega tudi mož, ki jim je delil fige. France Prešeren je postal največji slovenski pesnik. Njegova pesem Zdravljica, ki jo je uglasbil Stanko Premrl, pa je leta 1991 postala slovenska himna, simbol države Slovenije in ponos vseh Slovencev.